The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Alright. Noč, gremo začeti. Dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes pride v bistvu ven video od Petre o prehrani, tako da v bistvu včeraj je prišel ven, tako da lahko še to tudi tukaj pokomentirate, če imate kakšno vprašanje. Danes bo šla s Petro še čez, tako da mogoče si najprej pogledajte video. Upam, da bom dal link zdaj kle gor nekje, tako da vse, ki zanima v prehrani. Petra ni nutricionistka, ampak to, kar se je v zadnjem letu zdaj naučila, kar je sama predelala, kar videla, da deluje, to je šla pač čez v videu, mislim, da je zelo fajn. Tako da pejte si mogoče to najprej pogledati. Evo, jaz moram še povedati, da smo poslali vse pošiljke od Black Fridaya v mesecu novembru, tako da hvala še enkrat vsem za zaupanje. Tisti, ki ste mogli malo le čakati, ste dobili še darila zraven, tako da upam, da se vidimo še kdaj. To je to, danes sem imel obisk od enega proizvajalca obročev, tako da tam je tudi zelo zanimiv trg, kako prideti sploh na tržišče, tako da ne vem, mogoče o tem še kaj govorila, ampak ta glavna debata danes so pa funkcije na števcu, to sem Petri rekel, da bom še njo malo vprašal, pa da malo podebatirava, zakaj se karkoli gleda. Ta druga je svetovno prvenstvo v Ruandi, ki so baje stroški ful visoki, klemava tudi mi oba dva neko svojo vizijo, pa bo mogoče že zaradi tega zanimiv. Spet sva deljena. Pol pa še zdaj se ve programe za te, za naše dva ta najboljša kolesarja, pa va šla mogoče še v tem kaj čez. Pa jaz sem še spet se malo poigral z nastavitvijo na kolesu, ker Petra mislim, da bo šla še enkrat bike fitting delati v januarju. Ja, po novem letu, ja. Evo, pa bom jaz še povedal, kakšne so kaj moje ugotovitve, če kdo med vami, ki se sam igra, tudi lahko tudi komentira spodi. Zelo lepo je v bistvu videti, ka vas toliko komentira na te videe, tako da hvala vsem za komentarje. Tako da mi je všečno, da ste toliko interaktivni, tako da še naprej komentirajte, če imate kakršnokoli vprašanje, glede česarkoli se pogovarjamo ali pa o produktih, ki jih prodajamo, lahko bom pod video. A je to dosti dolg intro? Ja. Petra, sem se kako si? začela smejati, ampak ful se davža, če se kdo med vami sami igra, ne komentira od spodi. Mislim, halo. Kaj sem rekel? Če se kdo med vami sami igra, ne komentira od spodi. Z nastavitvijo položaja na kolesu. No, zdaj vidite, Petra gre za en vikend na dopust, pa je že vse narobe, tako da Mersat, good job. Oh my god, dobro, ja. Kva bova najprej začela? Mogoče najprej ta video pokomentirava? Ja, to lahko res malo na hitro, ker sva že v tej hrani smo zdaj govorili že kar nekaj. Tako da, kot sem rekla, lahko vidite v tem videu, kaj jaz v bistvu jem, pa koliko pojem česa, te v bistvu gramaže lahko tudi vi uporabite nekako za sebe, ker jih samo pretvorite na svojo kilažo, ker so to nekako ene take splošne številke, ker pri meni se je nekako pokazalo, da imam zelo tako splošno vse skupaj raven. Je pa res, da če ste ukvarjate s kakšnim drugim športom, tudi še poleg, pa ne samo kolesarjenje, pa še kaj tečete, je verjetno treba pa vse skupaj malo drugače oblikovati. Tako da, kot sem že tudi jaz povedala, to so pač fantje v Human Performance centru, mene vod Blaž Grmek, ki je tudi letos prav magistriral iz dietologije in mislim, da je tak ta prav naslov, če imate še kakšna posebej vprašanja, pa da vam tam svetujejo, ker je zadeva pač kar zanimiva, pa lahko potem sami zelo veliko iz tega potegnete naprej za na dolgi rok. Je pa to, pač, ko smo govorili skozi v prehrani, ena stvar je to, da to ti mora ratati, tega mogoče nekaj nisem še nikoli povedala, način življenja.
Pač ne, da zdaj gledaš to kot na neko dieto, pa na neko prehrano, ki se moraš mučati z njo, ampak da je to rata enostavno način življenja. Če boš tako gledal, pol ti ne bo ratal. Ne, jaz sem od začetka, moram reči, da to rundo, to, kar sem se šla zdaj s tem kolesarjenjem, pa treningi, pa z vsem, šla zelo drugače vse skupaj, kot kdarkoli prej v življenju, ker sem šla marsikdaj že čez kakšne diete, čez po porodih in raznih ločevalnih dietah in po vsemu, kjer sem se vedno rekla, kaj je Si se tokrat že ločila? Ja, tudi. Tako da, ja, ampak te variante, no, da tam rečeš, ja, te 6 tednov zdržim, pa bo pa itak vsega konc, tukaj tega ni, ne. Tukaj ti to mora ratati in od začetka je težko, mogoče moraš zamenjati celotno pač hrano, se pravi špajzo svojo moraš spremeniti in ko imaš še enkrat in se navada, da je vsa hrana že doma, da je to doma, pa je to lažje. Prej sem na začetku mogla pa včasih mogoče za vsak drek v štacuno teči, zjutraj v trgovino jeti, zdaj pa že vse doma jemo. Spremenil se je hladilnik, spremenila se je špajza, spremenil se je, tako da in to ti rata in potem gre. Zdaj, tisti, ki boste pogledali, ki ste že pogledali video, boste videli, da to pri Petri je kar dost zdaj že vse ulaufan, pa mogoče je na začetku se zdi, da je to ful overwhelming. Kompliciran. Kompliciran za vas. Pri meni, ki jem praktično eno in isto ali pa 3 različne glavne obroke za kosil, zajtrk, pa večerja, več ali manj, sta 2, tudi 3 obroki. Mi je to v bistvu še dosti lažje, kot je v Petri. Tako da jaz mislim, da manj, ki si zakomplicirate, kar se hrane tiče, lažji bo na dolgi rok, je pa ja, tisti, ki ste pa foodie, pa radi vidite tako raznobarno in tisti, da hrana tudi lepo zgleda, tam je pa pač se morate malo bolj igrati, ampak ja, jaz, Petra rečemo že vse ve, koliko da eno pest v roke, že približno ve, koliko je teža. No, se tudi v videu lepo prikazano, da se točno vidi, da res lahko odmerite si sami, to se enkrat, 2krat naredi, pa si zapomniš in pol sam lahko korigiraš. Ne rabiš skozi vagati hrane. Jaz bi mogoče kle sam še povedal, da se vam ne bo to zdelo, da je zdaj pa fakt, to bo že v šolo nazaj začeti hoditi. Vse rab mal trial and errorja. Se pravi, kar pomeni, da morate tudi samo telo mal navaditi na neko novo hrano, če so te zdaj lotili neke kao diete. Če ste zdaj navajeni bolj junk jest, bo tudi nekaj časa trajal, da se na to navadite. Je bilo pa pri meni vsaj tako, da avtomatsko takrat, ko sem začel več trenirati, je tudi telo rabu mogoče malo bolj zdravo hrano ali pa namensko hrano temu, ko se dela in pol je bilo ful lažje tudi določene stvari. Ja, je tako gotoviš, da po čevapčičih glih ne moreš kolovati, pa ne zato, da nisi dober, ampak da tiste čevapčiče imaš pol v nosu in potem jasno ugotoviš, da ne. Jaz lahko povem zase, da sem bila mogoče, nisem bila norc na junk food, ampak smo si pa kar prvošali vsake toliko cajta in kakšnega meka in kakšen dober burger, še danes burger ni slaba zadeva, če si ga sam pripraviš ali pa kakorkoli, ampak tudi kakšen, ja, sploh McDonald's je znal pet vsake toliko. No, jaz recimo od februarja nisem bila v McDonald'su nič in tudi me ne vleče nič v McDonald's. Pa, kako sem že rekla, sladkarije, te klasične sladkarije, ne vem, tortice, čokolade, pa take zadeve, no, smetane. Če poješ toliko bombonov, zdaj si niti ne rabiš. Gumasti, ja, sej nimaš potrebe, sej da ne jem da ne cukor, je jasno, ne, ampak to je ta čisti cukor, ni pa teh slaščic, ki ti v bistvu zasvojenost, je pa ni problem sam sladkor, ampak so zraven še maščoba problem, ki naredi vse skupaj tak. No, skratka, kar hočeva povedati, je, ker se boste lotili enkrat trenirati, boste avtomatsko tudi začeli jesti malo bolj zdrav. Zdaj to jaz ne pravim, da če boste šli enkrat na teden na trening, ampak konstantno začneš trenirati, tudi telo zahteva, saj meni se zdi določen del kvalitetne hrane, ki jo rab kot gorivo, ker drugače boste zelo hiter, še bolj zmatrani in tako naprej, tako da rabite pač določene te stvari zaužiti in ja, to je to. Topic number 2. Greva na
Ja, a greva na nastavitve, na števcu. Ajde, greva na števc pa powermeter. Tisti, ki ste gledali videe o teh zimskih pripravah, ki je zdaj neka serija, mogoče jaz sem šel na zadnje čez števc, se pravi 2 zaslona sta dva ta glavna, ki bi po mojem vsakmu, ki trenira, mogla biti ta glavna, se pravi eno je ta splošen zaslon, ki se pač ga večino časa, ki se greste zapeljati na kolo gleda, potem je pa ta drug, ki se mu pa reče glede na krog, ker vsi, ki delate intervale, delamo intervale, je načeloma ta zaslon, ne vem, skoraj da ne, ki so treningi, vsaj meni je bil bolj pomemben, kakor pa to osnoven, da veš za nazaj, kakšne si imel številke in tako. Tako da mogoče zelo ti poveš, kakšne imaš ti kaj. Jaz imam pač tale števc že praktično odkar kolesarim, imam Garminov ta največji števc, se pravi 1000, a ne vedno variante, tako da je zelo velik ekran. In v bistvu dejansko več ali manj uporabljam en ekran, oziroma za sam trening imam kar vklopljen ta vodnik moči ali nekaj tazga, ko v bistvu ti aktiviraš trening, a ne sem trening prenešen v števc, ko aktiviram trening, se mi ta vodnik moči pokaže in tam imaš dejansko možnost, vidim samo se pravi vate, potem mi je en tak graf, ki ti kaže, koliko se držiš tizga, kar je v treningu, ne, se pravi trening je ravna črta, ti si pa tak, ne, jasno, ker nisi skozi, ne moreš 150 vatov, ampak ti pač tam gor skače po 150 vatih tist grafik. Imam kadenco, pa čas. Srčnega utripa ne gledam več, med treningi čist nič, samo na naslednjem je, se pravi, ta ekran ima med treningom, ki se sam aktivira in ga imam večino časa. Če me pa kaj zanima pogledati, ne vem, koliko sem naredila razdaljo, čeprav je recimo nepomemben, ampak tudi pač včasih pogledaš, koliko ali pa čas kroga imam tudi gor, potem srčni utrip, to je na naslednji strani, potem imam se pravi moč, trenutno 3 sekunde pa 10 sekund, pa uro, koliko je za to, da vem, če moram že malo pohiteti, včasih je treba tudi malo trening skrajšati, kakšno minuto, dve, če se mudi domov, ali pa kakorkoli. Tako da to sta ta 2 ekrana, jaz prav ekrana kroga posebej nimam, ker mi v bistvu tukaj grem lahko pogledati, ker je ta merilnik moči, imam v bistvu tudi vse te kroge noter in lahko pogledam za nazaj pa za naprej, tudi kaj me čaka, pa kaj si naredil. Tako da v bistvu s tem, to je ekran, ki se aktivira v Garminu avtomatsko, ko ti trening zaženeš in imaš vse te podatke. Jaz mislim, da za en trening, ki jih rabiš, več kot dovolj. Je pa res, da ja, vem, da nekateri se gledajo, v kateri coni so momentalno, a so v drugi coni, a so v tretji coni ali in kaj. Jaz tega ne gledam, ker imam pač trening nekje napisan, ker mi ga napišejo, a ne trening nekdo drug, oziroma tudi, če bi si ga mogoče nekoč znala sama sestavljati, bi itak imela trening, ki je namenjen coni 2 in če imam jaz svoje vate, ki so izmerjeni za mojo cono 2 in moram voziti, ne vem, 140 vatov, 1 uro pa pol, moram voziti 140 vatov, 1 uro pa pol. Je pa res, če se nekaj ne počutim v redu v tistih 140 vatih, po 1 uri pogledam srčni utrip, pa je nekaj previsok ali prenizek, kaj se tam dogaja in tako, kakor sem to tudi že poslušala več in trenerjev in teh svetovalk, kjer se svetuje, no, poslušajte svoje srce, ne. Kar se sliši, ne, pa ne mislim, da koliko si zaljubljen v koga, ampak ko enkrat prideš, da vidiš, da srčnim utripom nekaj ni v redu, če treba vate spustiti, jih je treba nekrat z glavo skuziti, ker je včasih velal, to sem tudi poslušala, pri tem Petru Ati, včasih je velal, ko so se začeli powermetri, ja, drž vate, ne, glede na to, kakšen ima srčni utrip, boš boljši, ne, in pa so bili ljudje preforsirani, težave s srcem, take in drugačne. Je pa res, da če nekaj z utripom ne štima, najprej jaz pravim, treba pomisliti, no, pa ne sam jaz, to bo tudi en nutricist povedal. Pijača, dehidracija. Najprej dajte pomisliti, če niste slučajno premalo pil. Če to ugotovite, da ste premalo pil, dajte hitro spiti en cel bidon,
mogoče pojesti kakšen gel z elektroliti hiter, pa se bo srčni utrip lahko zelo hitro vrnil na ta pravo številko. Če se ne vrača, pol je treba pa pač pomisliti na to, da je mogoče nekaj na metabolizem vpliva, lahko prihaja kakšna bolezen, lahko smo utrujeni, lahko smo živčni, lahko smo imeli neki težek dan, tako da je treba poslušati takrat in dajmo spustiti pa jeti v cono 2 srčnega utripa, ne pa biti v coni 2 zvati. Tako da to je en tak mogoče nasvet, ki je večkrat bil glede treninga. Jaz se pravim, samih treningov ne morem nobenemu upisovati, nobenemu jih predpisovati, to je še večja znanost kot sama hrana. Vidim neko strukturo, ki je v zadnji za temi treningi, ker me tudi že veliko ljudi tako sprašujejo, kako pa treniraš, kdaj imaš pa koliko, ampak to sem jaz po moje, to je res stvar posameznika, ne? Nekdo drug verjetno lahko mogoče pa nekaj dela drugače. Je pač nekako razporejene so te jakosti jasno znotraj, ampak poslušati se je pa treba samega sebe. Ja. Tako da jaz imam pač s tem Garminom vsega več kot dovolj na tem števcu. Okay. Evo, zdaj imate 2 različna načina. Moj, ki je mogoče za une, ki boste sami vse delali, in pol je od Petre, kjer ima fanta iz Human Performance Centra, ki pač vse čarajo gor. Jaz sem v enem videu povedal 6. januarja, mislim, da grem tja. Tako da tisti, ki hočete videti moje zaveljeno telo, kako se bom vozil, bomo tudi vlog posneli, merili se bo maščobo, zato ker hočem priti do Franje na pod 10. Tako da to je to. Pa, da Kako imaš pa zdaj? Ja, nazad, takrat, ko sem bil, sem imel koliko? Po enem izračunu je bilo 12,6, po drugem je bilo 14, pa še neki. No, in zdaj bova šla pa isto čez. To, kako ti ješ, si 1, 2, 3 na 10, Pa ne, pa če bi se imel jem v toliko. redu. Se jaz ne jem toliko džanka. Ne džanka ne, poješ pa kakšno čokolado, pa kakšen sladoled, pa kakšno Pa ja. pico, pa unga sera gor, pa... Okej. Jaz jem načeloma vse, jaz ne pustim, nisem profi, tako da ne bom Ne, pa pustil, hoče da ti me povedati, kaj da tasga. bi hiter bi lahko si, no. Hiter si lahko še zmanjšaš. Pri meni je sam pol, ko grem na kolo dost, meni to se začne kar topiti. Zdajle Ja, no, to stoje, je no, pač ja. fora, da sem težek sam zaradi fitnessa. Zdaj, ko bom počasi zaključil malo do neke mere s fitnessom, bom zgori, bom kar hiter, po moje, saj upam, no, da bom zgubil. In pa bojo šle tudi kile hiter dola, ne. Ne, kile, ja, govorim pa pač o maščobi sami. Ja, maščobo bomo pa videli, sam. Jaz mislim, da boš, če se boš držal malo s hrano, ne rabiš prav velik, boš hiter lahko. Ne, se zdi, zdaj po večini sem, kar se tiče obsega v nogah, nisem nikoli zgubil, kar sem Mirsad se je recimo lotil, ne. z mojo sploh ni bil on ni na dieti, ne, sam pač je isto mu res, kaj jaz, ne, pač drug mu ne bo kuhal. In on je recimo isto od februarja do zdajle, ne, je prišel iz, v bistvu, ki je imel 19%, je prišel na 12%. Maščobe. Ja. No. Pa mislim, da je to za enega moškega v njegovih letih, Ja, pa to zdajle ima zdajle, a ne, mislim, da je imel polet še manj. ja. Zdajle ima malo pozim, malo bolj greši, pa je malo No, bolj ja, polet. tako da nujno si pogledajte video. Ja, ne, jaz sem pa itak zgubila maščobe, to bomo pa februarja, no. Jaz pa februarja bom šla na test, tako da takrat pa bomo primerjali 1 leto celo in tudi mislim, da bo kar zanimiv te številke videti. Ja, no, skratka, važno je, da imate nek cilj in da probate iti temu nasprot. Jaz priznam, da nisem toliko orientiran, oziroma vem, da če se bom preveč striktno nečesa lotil, da me bo to psihično preveč... mogoče kakšen mesec držim, pa gre vse sam kontra, tako da moram se pač držati tega, kar lahko cel life držim. Jem dokaj zdravo, je pa res, da tudi če grem na 14 dni na pico ali pa kaj, se ne sekiram glih kaj preveč. In vem, da tudi takrat, ko sem se dosti vozil, to govorim, cirka 400 do 600 km na teden, toliko pokuraš, da avtomatsko zgubljaš in maščobo in tanka ne rabaš mišično maso, no, tako da ja, pač meni vem, da
če se lotam, pa da mi bo ratal toliko trenirati, kot sem si zadal pol, ne morem sploh toliko pojesti, da ne bi izgubljal. No. Vsaj na zadnje vem, da nisem mogel. Ne, sej sigurno, če to, kot si rekel, ko se voziš, vse jasno, sej tudi klele okoli nismo bili prej neki vsi na prehrani, pa ne vem kaj, jaz sem bila res imela pač tudi vmes eno pauzo vsega skup, ampak če se jasno, da zgubljaš, ne, se ne pomeni, da ne smeš, pa tudi pica v bistvu sploh ni slaba sama po sebi, malo moraš pogledati, kaj daš na njo gor, da res nimaš pač 16 vrst sera, ne, ampak vse ostalo drugače. Pica super, jaz sem tudi včeraj jedla pico, tako da sam sem jedla pač z burato, pa suh paradižnik, pa olive, pač lahko naročiš brez olivenega olja, da ti ne polivajo ga glih gor po testu, a ne. Tako da, ja, pica je super lahko. Ne, jaz to še skram. Skratka, zdaj ena stvar še, ki bi jo jaz rad malo omenil, tisti, ki sami delate malo nastavitev položaja ali pa ki pridete z bike fittinga, ta najbolj pomembna stvar mogoče pri kolesu je, da ko imate ta prav položaj, kar avtomatsko čutite, da lahko več pritisnete. Se pravi ta, ko bi rekel, krog z nogo, ki ga naredite, je lažje narediti, kot pa, ko imate napačno nastavitev položaja. No, in jaz sem šel zdaj za sedežem, mislim, da odko, ko sem ga imel v sezoni več kot centimeter gor, pa dal sem ga čist naprej, kot se je dal. Zdaj bom dal pa sam še kljun čist malenkost dol, zdaj je spet v Wasserwagi in pol mislim, da bo kar ta nastavitev taka, zato ko že zdaj na zadnje pa je zima, pa se mi zdi, da so se noge kar tako, kar vrtele super in se počutim že čist drugače na kolesu, kot sem se pa med sezono, s tem, da se ne vozim glih prav veliko zdaj in je, vsaj meni je topno, tako da tisti, ki se malo igrate, lahko malo probavate, še zmer pa mislim, da imam vsaj centimeter nižji sedež, kot sem ga imel na bike fittingih, tako da ja, to je. Je pa res, je pa 670 gonilke imam zdaj, se pravi, bi se mogel imeti višji sedež, kot sem ga imel na bike fittingu. Kaj imaš 170 gonilko? Ja. Jaz bom šel, jaz sam vrtim. Dobro, ja, sej mogoče, če bi si človek kupoval nov kolo, pa vse skupaj v novo, mogoče tudi šel v kakšne nove čiste, bom videla, jaz zdaj kakšne nastavitve, pa malo kaj bo povedal, ampak jaz ne vem, jaz se na kolesu načeloma dobro počutim, zdaj imam tudi malo širši sedež gor, kar sem šla tudi izven teh nastavitev fittinga, ampak to bolj zato, ker je drugače sedež narejena, ne? Ker sem šla na pač ta Berkova lupina, ne? Je krajši sedež, zdaj ko so bili sedeži krajši, so ratali malo trši in mi je bil pač ta najožji model meni pretrd in mi je dobesedno v bistvu mrtvičila rit in zdaj imam enega širšega in mi je super. Na trenažerju imam pa celo zdaj najširšega, ker pač ta je bil tamle eden na lagarju in mi je še boljši. Sam res je, da jaz moram reči, jaz ne vem, kako je to recimo drugih, ali pa ne vem, kako jaz se recimo na kolesu, ko sem na cesti, čist drugače počutim, kot recimo na trenažerju in mogoče bi mi celo nekdo to svetoval, jaz ne vem, kako je, no, se pravi, ali pa en profesionalec, a ima kaj drugačno nastavitev mogoče, ali je to čisto na istih nastavitvah, kot na cesti. Ker vsi na cesti so neke vibracije, neki zunanji vplivi in sigurno se to tudi upošteva, ko se jim dela nastavitev in jaz imam na trenažerju zdaj mečkan drugače postavljen in mi je zdaj ful dober, ker mi je prej tudi na trenažerju vse bolel in imam drugače postavljen zdaj trenažer, kakor imam recimo kolo. Ja, jaz sem imel tudi, mislim, da na trenažerju sem imel skozi težave z sedežem, pol na cesti, isti sedež, isti položaj, je bilo pa skozi v redu. Ja. Tako da ja, to je malo čudno. Ja, veš kaj, ne gibaš toliko po kolesu, ne? Ker ti, ko si jaz na cesti vidim, pa greš ti v klanc, ustaneš, abzicaš, se usedeš, malo se prestaviš sem, malo tja, pride kamenček, gibaš malo po kolesu, ne. Na trenažerju pa ne, si pa kar tam. Ne, jaz sem bil na valjih in ne vem, kar... Na valjih je pa mogoče še malo se... Čuden mi je bilo. Evo, je pa glih o tem sem razmišljal, ko sem še dobro, da se zdaj to omenila. Ker sem razmišljal, o čem bi se danes pogovarjala, ne? Vsi zdaj po večini trenažerje kupujejo. In
Jaz pa moram reči, da so mi vali boljš. Ok, pustimo unika, imate treninge na trenažerji gor, kad tako delate, super, bodite na trenažerju. Se nema, obstajajo tudi neki vali, mislim, da so neki so bili interaktivni isto te udelita, ampak bolj sem hotel reči, da na valjih vi sami ravnotežje lovite gor in je pol tudi, ko greste enkrat na cesto, ste bolj stabilni na cesti, se pravi, ko greste po bidon, po karkoli, zaradi tega, ker ne morete biti toliko zaklenjeni na valjih gor, malo je drugačen občutek in če ne delate glih, ne vem, treningov po zim, da se greste sam zapeljati gor, mogoče se čudno slišali, ampak dostneje kupite neke osnovne valje, pa za une pol ure, ko te gor, da se malo prešvicate, če je za ta način, so po moje valji še celo boljša izbira, kukor pa trenažer, ne rabite načupenati kolesa, če vas to skrbi, tako da ja, jaz če bi se zdale, da bi doma se lotil, bi imel spet valje. Saj meni vem, da takrat so bili ja, full no, dobre. jaz moram reči, da klele, imamo pri nas v lokalu kar neki jasno kolesarjev tudi stranka, ne, v bistvu veliko in tudi jih je veliko te stare šole, bi rekla, lahko, ker so to, se pravi, so to moški, no, gospodje 50 plus stari, tudi so vmes bivši profesionalci. In moram tudi reči, da ko se me sprašujejo glih o teh treningih, pa to tudi vsi pravijo, da oni so na valjih, ne? Da so zdaj čez zimo, jasno, to so še vedno ljudje, ki delajo po več tisoč kilometrov, mogoče do 10.000 kilometrov na leto in se morajo tudi čez zimo voziti, če se hočejo, ne? In ne morejo čakati, da bo sam vreme, pa letos še za laufat ni enkjer na smučkah nič, kaj dost. In vsi v glavnem pravijo, da so na valjih. No. Zdaj neki imajo zato, ker to imajo odprej, pa se jim neumen zdi, kot drugo se jim tudi ta interaktivnost oziroma ta igrce, računalniki in to se jim sploh zdi butast in so na valjih in točno tako, ja, nekje 45 minut, pol ure do 45 minut in tako da ja, in to uporabljajo že praktično 30 let ali pa še več. Spet sem pozabil, več kot 70% še ni naročenih, tako da please, naročite se, lajkite, delite video, saj med unimi kolesarji, lahko v klubih, če vam je kaj zanimiv, pošerite med sabo. Še akcije moram povedati, skratka, 4 akcije imamo zdaj od 40 € pa gor, k v vsakmu temu paketu darilu dobite v bistvu 2 darili, pa še z zelo velikim popustom, tako da če iščete darila za kolesarje, pejte hit na Proof Cycling, pa si kaj lepega prvošte oziroma nekomu prvošte neki fajn. Evo, tako da to sem povedal. Greva zdaj na... Kva, greva na svetovno prvenstvo, sva rekla vam ali uživo se skregala. Ne, se nama skregala, ampak ja. Jaz sem prebrala, da je zelo veliko reprezentanc oziroma prav belgijska so že dali recimo izjavo, da jim je vse skupaj predrago. Danci so dali že izjavo, da ne bodo poslali, se pravi, delegaciji pod U23. Potem eno je problem stroški, ki so zelo visoki, kjer so kar se dvigalne cene v Ruandi od nočitev do transporta v to državo. Do tega, da potem tudi nekako zagovarjajo, tudi Danci pravijo, da oni ne morejo nikjer pripraviti teh mladih reprezentanc na to višino, ker je nekje to na 1500 do 1700 metrih celotno prvenstvo in da potem bi mogli to oni trenirati na takih višinah, zdaj pa jasno Danci ne vem, če imajo sploh toliko visok hrib. Ja. Jaz se čudim, da Jonas pa lahko pripravljen za une nadmorske višine, ki so na turu. Ja, njega pa Jumbo Visma financira, ne Danska. Kukar... Sem Jumbo Visma. Jaz poslušam, so že juniori na kakšni že na višinskih pripravah, tako da jaz mislim, da je to sam nek bullshit, sploh od Belgijcev, ki mislim, da še plačujejo največ za ta večja prvenstva svojih kolesarjev, če dobijo medaljo, vsaj tako mislim, da je prišla novica po letošnjih olimpijskih, če se ne motim, ko je Remko dobil. Ne vem, meni je to vse tako kar neki, to je tako, Novozelandci se lahko pol pritožujejo vsak let nad tem, Japonci isto, pa vsi, ki so iz nekih oddaljenih držav. Sej to se pol primerja, ja, pa Avstralijo, ne vedno Avstralijo primerjajo, ki je zelo kolesarska država, pa
Pač, ja, ampak tako hočem sam povedati, da mogoče, da bo pa vsem malo bolj okrnen, je pa res, kot ste tudi ti rekel, a ne tukaj, da vedno pri nas svetovno prvenstvo je nekje 10 takih, ki so res pripravljeni, pa se lahko med sabo potem dajejo, vse ostalo je pa pač tako, ampak glih zaradi tega bo najverjetneje ta številka na svetovnem prvenstvu bo verjetno veliko manjša, kot je bila že tako neki, niso zasedane. No, mislim, saj od teh večjih držav, ki si omenila Dansko, ne vem kako je z Belgijo, ampak vse te kolesarske države, jaz mislim, da to je zdaj le vam prišlo na koncu. Kaj jaz vem, ker sem bil toliko star, ko so te juniori, verjamem, da jim bojo starši plačali, da lahko grejo za reprezentanco voziti. Ja, in če je to tega jamranja, zato da bodo nabrali. Sem ziher, da bojo neki spacali skup, ker bi mi bilo orang čuden, ali pa da Francozi ne bi šli, ali pa Italijani, ali pa Španci, na kjerokoli junior derko, bi bilo vsaj meni čuden, zato ker če že vidim v Sloveniji starše, koliko so zagriženi za svoje otroke, ne? Ja, da še v teh kolesarskih državah. Ja, Danci so tako, no, je napisan... Se lahko da zveza, da res ne bo dala, ampak na koncu jaz mislim še vsem, da bojo pa starši ali pa klubi ali pa neki skup stopili, pa da bojo šli, ker bi mi bilo vsaj meni orang čuden, da pač te mali, ki se cel let trudijo, ker jim je kolesarstvo takrat, ne vem, ki si najstnik, ti živiš za šport. Sploh, ko si enkrat na tem nivoju. In pol, da mu rečejo, da ne more iti, verjamem, da bo sam dal iz svojega žepa denar, sam da lahko gre. Pač vem, ker sem jaz tako dajal, pa sem bil vaška liga, jih te, ki hočejo, veš, če hočeš biti profi enkrat, ti si ne moreš dovoliti, da ne greš par 17-18 derkah. Presenetili, recimo, ne, da se verjetno mogoče zelo tukaj v zadnji kakšna bolj kakšna druga bolj, bi rekel, v narekovajih politična zadeva, ne, da se kaj bolj kakšne druge stvari zraven tudi pač se eni izgražajo, kako da je v Ruandi, pa ne, tako da je pač tega zdaj zelo veliko se, no, je po telih Cycling Newsu in posod sicer že malo starejši članke, ampak je ogromno glih to o tem svetovnem prvenstvu zaradi tega govora. Jaz mislim, da na koncu, da bojo ta glavni, ki so v vsaki kategoriji, ki so bili let dobri v Evropi, bojo vsi šli tudi na to svetovno, saj jaz ne vidim, da bi polkar zmagal pa kar en tam. No, se bo zanimiv videti. Bo v glavnem zanimiv videti to še tudi to svetovno. Zdaj tudi, kakor se že nakazuje, bo sta in Vingegaard in Pogačar na svetovnem prvenstvu, tako da to bo po moje dober prvenstvo za gledati. No. Sej, ena tema je mogoče še zanimiva, pa bi rad tudi od vas slišal spodaj v komentarjih, a se vam zdi, da če Pogačar, rečemo, da zmaga Milan-San Remo, pa zmaga še kakšno to enotedensko, ampak da na tura pa ne dobi, a bi se vam zdela to kot uspešna sezona za njega ali ne? Kaj ti misliš? Ja, jaz mislim... Ker zmag toliko ne bo dosegel, kar jih je letos, to sem jaz 100%. Ne, sem ti pa že rekel, da jih bo še več. No, dobro, ti kar sanji. No, jaz pa še vedno mislim, da tudi če on zmaga, če zmaga Milano San Remo, pa slučajno, da zgubi tur, pač zaradi vse odvisno, zakaj bi ga zgubil, a ne? Ampak ga nekdo premaga fair and square. Tako, no, pa če je še vedno nekje drugi, a ne, da rečemo, da ima še vedno dobro uvrstitev, jaz mislim, da bo on tudi sami sabo zadovoljen, no? Ker si je tudi, mislim, da mu tam tudi Milano San Remo, da zmaga, toliko zadal in mu toliko veliko pomeni in tudi zdaj sem v enem zadnjih člankov je povedal, da se zaveda, da je to dirka, ki jo bo zelo težko zmagal, če jo bo kdaj zmagal in mislim, da mislim, on ne rab, vsaj kar se mene tiče z mojega vidika, ne rabi zaradi tega razočarana. Ne. Vedno... Ne, saj govorim iz vidika uspešnosti sezone. Ja, še vedno mislim, da je to za njega uspešna sezona, ja. Okay. Sigurno. Sej bo tudi še kaj drugega zmagal, ne samo en Milano San Remo, pa eno tedensko, ampak tudi če tur ne zgubi, bo pa še kaj drugega dobil. No. Jaz mislim glih kontra. Jaz mislim, če zmaga tur, pa nič drugega ne zmaga, da je to bolj uspešna sezona, kukar kontra. To je gledan iz vidika, mogoče če bi prvič v življenju bil na turu, pa da ga še nikoli ne bi zmagal, ali pa da bi to gledal eden
zagrižen, mogoče ali pa tudi ta stara šola, kjer je samo tur, vse pomeni, ampak jaz mislim, ampak jaz gledam, pa ne vem, jaz še vedno pravim, da če ti zmagaš vse ostalo, pa če zmagaš še v Elto, pa da ne turu drugi, je zame to vrhunska uspešnost. Ja, pa če vse bi zmagal, kar je lani. Roko na srce. Če zmaga karkoli od klasik, pa polškašno eno tedensko, je pač načeloma to že uspešna sezona. Bolj govorim za njega, po sezoni, ki jo je imel. Se pravi, se mi zdi, da je to tak, ok. Da je nazadval, ampak ne, ker on je imel res letos, jaz mislim, da se tega, jaz njega ne poznam osebno, ampak mislim, da je dosti realen človek, ogromen ljudi ima okoli sebe, tudi ta psihološki trening, malo ljudi okoli sebe in mislim, da to na njega ne bo zdaj, ne more sam sebi reči, da ni bil uspešen, ker ni zmagal tura. Niti on sam sebi, niti z vidika, bo se pa najdel kakšen verjeten komentator kolesarjenja, ki bo rekel točen to, ne, ja, zmagal je vse, ampak tura pa ni. Yeah. Ne, jaz mislim, da je bliz 100% takih, ki bi to rekli. Še vedno, mislim, se tukaj ne govorimo, da je to Remko ali pa da je to ja, to je Pogačar, ja, ampak sej pravim. In ko prideš, veš, ko si ti enkrat klene, isto za vse atlete. Ja, vem, pa ne more on večno zmagvatura, to se moramo vsi zavedati. Jaz ti sam govorim o uspešnosti za njega, ki je zdaj tukaj. Pač vsi so kle ali pa še nižji. On je pač kle. In pač, če glede na uspešnost, vsi vemo, da karkoli zmagati od večjih dirk je pa jaz pa še vedno mislim, no, sej bomo videli slučajno, ampak Bog ne da bi se kaj takega zgodil, ampak jaz sem prepričana, da, tako kot sem rekla, da to tudi iz strani ne vem, kjergakoli komentatorja ali pa česarkoli, da to je lahko izjava samo enega, pač ne vem, spet tala Armstronga, ki itak mi je grozen ga poslušati, da on prebije kakšno tako neumno. Ampak jaz mislim, da pa, če bi pa poslušal pol enega, ne vem, Meta Stefansa, pa mislim, da pa ne bi tega komentiral, pa ne bi tega rekel. Recimo. Čist. Se mi zdi, da večino jih komentira to glede na to, kaj pomeni, a veš, zmagati turne, je le daleč največ v kolesarstvu vsaj zadnja leta. Jaz pravim tukaj spet, da ja, ti si rekel, res, ko ga zgubiš, ampak je spet vse odvisen, kako si ga zgubil, pa zakaj si ga zgubil. A si ga zgubil zato, ker je na cesti stala ena baba z transparentom, a si ga zgubil zato, ker si bil res enostavno slabši, ker če si slabši, potem si res nisi več number one v turu, kar si bil in potem mogoče si lahko mal. Če si pa zgubil tur zato, ker te je tam eden zvrnil po tleh, ne? Yeah, okay. Zato hočem povedati, da je odvisen, zakaj bi zgubil. Če ga bi zgubil zato, ker bo pač slabši, ne vem, jaz tako gledam, zdaj bomo pa videli, kaj bi se z tega res dogajalo, ampak jaz še vedno mislim, da bo on, da mu bo tako razporedili in urniki in vse skupaj, da bo, pa tudi čisto iskreno, še vedno mislim, da ima več šans zmagati Turku, ker San Remo. No. Ok. A misliš, da mu bo Frankenstein kaj pomagal, da bo San Remo dobil? Frankenstein? Je ta nov ukvir. Aha, to je zdaj Frankenstein. Ja. Si sestavljen iz 6 različnih koles. Ali misliš, da ga bo imel bolj za ravnino? On se nekako zanaša na to, ampak jaz mislim, da noben kolo, čisto če sem zdaj tako iskrena, noben kolo ni toliko dober, da če ga bo pelil najboljši kolesar, da bo zaradi tega pa neki zaradi kolesa zmagal. Okay. Sem še vedno, to je tako, kot pri nas, ko imamo na naši rundi fantje, ki so delač najboljši na kolesu, pa če jim dam jaz tamle eno železen, ne vem, že moj železen ukvir, ne recimo Carrero, ki je zrihtan, ampak je železen ukvir, pa še vedno bo nažgal nas večino na tamle pance. Ne. Ok, zdaj tukaj mi govorimo zelo oni velike razlike. Oni so pa dober, ampak tudi te fantje med sabo so mogoče bi ustali na istem in zato pravim, da noben kolo ne more toliko mu dati njemu, da bo zaradi tega zmagal, da bo zaradi kolesa zmagal. Jaz to ne verjamem. Mislim, jaz pa, če gledam ta najvišji nivo, se glih pri kolesih se tudi razlike delajo. Ampak pol bojo mogli pa narediti neko drugačno strategijo od tega, ker smo videli, da letos strategija, ki so jo imeli naštimano za Milano San Remo, ni bila dobra.
Potem bo mogel tukaj, on lahko zmaga Milano Sanremo, pa mogoče sploh ne s tem kolesom, sam z eno drugo strategijo, kot so jo imeli letos postavljeno. Bolj je to pomemben pri njih. Sej mislim, da letos so pomočniki njegovi, če se zdaj spomnim za nazaj, so zafrknili oni, da ni šlo tako, kot bi mogli iti. Ja, neki tudi malo so prešlo. Na predzadnji klanc so prepozno začeli, na ta zadnji klanc mislim, da je bil sam eden spredi, pa je čisto od zadaj mogel priti, da je pol lahko vlekel 500 metrov, sam in je bil gotov. Kaj že ta mlad, ki je bil v njihov veliki Izak Del Toro. Del Toro, pač je pol do izjavo, da ni mogel, pač hitrejši, kot je šel. Ampak mislim, da je to bolj pomemben za to zmago na Milanu, kakor Sanremo, kakor pa samo kolono. Ne, mislim, jaz mislim, da bi ga že letos lahko dobil, če bi bili oni postavljeni pred klancem. Je pa res, če ga bo dobil naslednjo sezono, bo zato pač ta kolo zdaj dobil zasluge. Mislim. Kolo bo itak. Vse gledons, ko sem od tega gospoda za te obroče klele, je se isto smejil na pa si ti zdaj videl gor s kolesarjem kolo. Sploh več, pa vedno manj se vidi to, no. Tisti tudi čuden. Vse meni še vedno ni kolo lepa, ampak jaz bi ga kupil samo zaradi tega, da bi ga sprobil, sam se bojim, da pri Colnagotu nimam jaz tega zaupanja v aerokolo, da je pač toliko dober, kakor številke pridejo ven. In pač ga ne upam ga, presežen, jaz ga ne upam kupiti zaradi zgodovine od Colnagota, ga ne upam pač kupiti, da bom zdaj pa rekel, to je pa, ka vem, koliko dobra sta rečemo Dogma F pa BMC Team Machiner in zdaj, da bom jaz dal toliko denarja za okvir, se pravi 6 jurjev, pismo si rajš kupam BMC ali pa Dogmo, ko saj vem, da je res raketa od kolesa, tukaj mi že zgleda mi tako, da... pač tudi BMC pa Dogma so rabili za to en čas, da so ratali najboljša kolesa in tudi tako bo mogoče s tem Colnagotom. Najprej moramo ga videti, pa druge, pa videti, kaj se bo res dogajalo z njemu na cesti. Predvsem je to, kot sva že rekla, če se bo Pogačar z njemu res vozil, tudi na klasikah, in če se bo res iz njemu veliko vozil, pa jasno zmagoval na njemu, potem bo šel kolo v prodajo brez problema. Pa potem bodo prvi odzivi ljudi, ki mogoče ga bodo kupili vseeno, ker bi ga sprobali, radi imajo denar kakorkoli, pa bomo, tak mu se bo najbolj potem, ko bo realno rekel, je kolo dober, ni mi dober. Mogoče tudi, da je pelil, da je vozil druga kolesa, dobra, tukaj moraš se primerjati z enakim rangom koles in da lahko potem res rečeš, se ni toliko slab sploh kolo. Se to tudi s tem gospodom so debatirala in edini kanal, ki upam, da ga bo dobil zatestirati, pa ki mu je zaupam, kar pove, pa kar res dela zelo dobre revije, je PicTorque. Nek angleški gospod. Če bo on dobil, pa da on reče, da je dober bike, pol jaz se pač ustavim, rečem, ok, dober bike je to, ki je bil tudi zdaj, kjer kleka so imeli... Si bo moje to, ko sem jaz gledala. Test, mislim, ki so imeli, test, ko so na pripravah, je on tudi zdaj tam. Pa on se voži s tem kolesom. Po mojem, da je to on, ker jaz mislim, da je, ker sem ti si po mojem gledala od tega Artur neki, ki je vse pohvalil, ki je vse najboljš. Nič ni hvalil še, sam da je gor prva vožnja, pa... sej, to jaz pomislim, da si za tega. Sej nima veze. Skratka, jaz upam, da ga je on tudi testiral, ker me prav zanima, pač, kaj bo rekel, ker za par reviewjev itd., ki jih je naredil, je bilo zelo dobro narejen. Ne bom rekel, da se z vsem strinjam, kar je pač povedal, ampak se zato pa so reviewji, jih pogledaš več in pa si samo stvaraš mnenje. Tako da kva, greva zdaj še čez Roglo? Ja. A so ti všeč novi kiti? Ja, lep je. Meni je všeč. Lep dres imajo, zelo tako je enostaven, preprost in meni je to všeč. A je danes prišla slika na Instagram gor, ki je šminker v nekom naslonjalu z očali? Že kar nekaj časa ta slika, ti res vidim, da ti bolj počas gledaš Instagram. Nisem jaz tako na Instagram. Jaz sem tudi moral reči, da sem to, da gre Roglič na Giro pa Tour očitno slučajno tako klikal na takrat Instagram, ki je bilo glih objava, tudi še lajkov niso imeli nobenih bora, ne noč.
In sem bila ful vesela, ker je pisal, ni bilo še v naših medijih, dan ali pa dva preden je bilo v naših medijih, potem tudi napisan. Se pravi, mislim, da je bilo čak danes mislim, da je bilo v naših medijih v soboto, a ne? Ne sem pa to v četrtek gledala na Instagramu in sem bila ful vesela. In sem res vesela, da se je odločil, da gre na Giro, tudi zato, da bomo pač lahko ga Slovenci gledali, videli, spremljali. Giro bo eno etapo, že vemo, da ima cilj v Novi Gorici. Tudi tako zanimiv bo, kle se bo okoli Bormija, se bojo tudi vozili, tako da so tudi take lepe te epske, verjetno prelazi ali Bostelvijo, ne vem, Mortirolo, Gavija, ker ni tak tras ni, ampak samo začetki, konci, kar so. In mislim, da bo kar zanimiv to zagledati, tudi za nas Slovence, pol ogromanje v Toskani, kar neki tras zelo lepe tam in Pisa in Luka in Siena in vse, tako da bo res tak slikovit Giro. In jaz se ga že prav veselim in res sem pa vesela, da bo Rogla vozil in tudi mislim, da ima ogromno šans ga zmagati. Saj tako, zdaj sem prepričana, da nekih teh največjih konkurentov, rivalov teh ne bo, a ne, se pravi Remkota, Vingegaarda, definitivno tam ne bo, Pogačarja ne bo. Tako da upam, da bomo imeli spet Slovenca v roza in pol bomo to zdaj že 3 let zapored, če to rata, ne. Po mojem bo od teh ta večjih, mislim, te, ki so nazadnje bili na stopničkah, bo Conor, bo šel po moje skoraj zih na Giro. Ja, če ne bo imel želje tura Metabici, ker on ima tudi zelo velike želje po turu, a ne, smo lahko videli na telih na turu ne bo prišel v 3. On je zelo zaverovan sam vase, zelo v tem Netflixovem filmu se ga je lahko videl ta njegov karakter, te samo v bistvu, koliko mu ga bodo znali krutiti, v ekipi pa ga pač, koliko bo on znal to z glavo. O tem bova še debatirala. To bo še videla, ko bojo prišli ven, ampak jaz sem zelo vesela, da je šel, tako da je pa gre tudi na tur, nekako so tudi že objavili točno, kdo se bo z njemu kje vozil, a ne. Zdaj Martinez bo na obe dveh Grand Tourih, na prvem bo Jayvin, na drugem bo Vlasov z njemu in potem gre Jayvin pa Vlasov gresta pa na Vuelto, a ne. Tako da mislim, da si je Bora zelo dobro zastavila letos te glavne akterje. Tratnik ne bi bil z njemu na obe dveh, a ne, na Giru in na Turu, tako da bomo imeli dva res tako Slovenca zelo na visokem jih zagledati, pa tudi Tratnik ni za pokopati, za kakšno etapo zmagati definitivno. Tako da mislim, da bo res dobro zagledati. In tudi Tur, tako kot so si zastavili, tako kot smo že lani videli pri Pogačarju, sicer res, da ne bom rekla, da je samo Pogačar to lahko zmaga in da samo Pogačar lahko zmaga Giro in Tur, a ne, tako da tudi tukaj ni spet Rogliča kar za odpisati, še vedno se ti morajo na Turu ful enih stvari poklopati, da zmagaš, tudi Tadeju Pogačarju se morajo vse stvari poklopati, tudi Vingegaardu se morajo vse stvari poklopati in če bojo tukaj mogoče Rogliča na ta prav način vse skupaj pripravili, pa potem dobro zregenerirali, bo še vedno se lahko vsaj boril tudi za dobre pozicije na Turu. Kjer se je tudi že lani pokazal, da je močnejši od Martineza, da je močnejši od Vlasova. Ne, pa se jaz mislim, da v svoji ekipi ima Karuno, ima primat. Bolje sam kle, mislim, saj kukar jaz vem. Ja, ampak sta bila od začetka Vlasov pa Martinez zelo skeptična po tistih prvih intervjujih, ko se je zvedel, da prihaja Roglič, ne, če se spomniš. Pa sta se mu zelo podredila in hvala Bogu, da je tako in jaz upam, da bo še letos, da ga bojo harali. Glede na rezultate itak nimata sploh kaj zapiskati. No se vem, sam pač tako je, ne, ja se pravim, da se je pol tudi sama slika pokazala, da je boljši od njih dveh in mislim, da bo res dobro, bo spet se skupaj zanimiv zagledati in imeli bomo spet vse te Grand Ture zastopane, dobro v slovenskem barvah in Roglič in Pogačar. No. Zdaj ne vem, kje je kaj Mohorič, no jaz njega malo pogrešam, moram reči, da ga lansko let, pač že to sezono ga ni bilo, nisem niti kaj dosti raziskvala, kaj dal izjavo, kaj se je dogajalo z njemu ali ne. Cela Bahrain Merida ekipa je bila zelo boga letos. Ja, ne vem. Kukar so bili na Turu, koliko 2 let zdaj nazaj, da so res, da se je še Mohoj zmagal. Mohorič pa onga Bilbao so imeli, ne?
Tako da ne vem. Ja, se pravi, ne sam tur, tudi ostale ne. Dirke bomo videli, jaz upam, da bo Matej pač to sezono zdaj, ko pride, da ga bomo spet videli na tudi kakšno klasiko znal zmagati in pa pol jasno tile etape. Zdaj, mogoče bi ga bilo tudi zanimivo njega gledati, mogoče na Giru, a ne, sej ni vse sam tur, tako da... Ja. Definitivno upam, da da bo še več, še več vseh. Se mi zdi, da se res pogovarjava skoraj da ne od naših dveh, sam še v Pogačarju, pa v Rogliču, pa Vingegaard, pa Remko. Ja, se pravim, jaz imam, meni je Matej, pač njega, tudi tako, pač smo se osebno spoznali, no vse in mi je res tak krasen fant, ne, tudi tako mi je simpatičen in zato ga spremljam mogoče več. Tako da ja, jasno, tudi Domen Novak je še kjer, ampak dobro, to so vse pomočniki, tako da vemo, da bodo zraven, ne. Ja, se jaz sem ohoten, daj sem ga videl nazadnje, po moje 1 let nazaj v kvaj že Štecuna na Gorenskem. Ne vem, 11, kaj ste? Ne. Se je bil klek. V Valiju, kaj je kupoval otroški kolo. Pa so na hitro nekaj rekli, ko se ga še prej, ko je bil še v Maxiju, je kakšne sidi čevle, pa to je kaj prišel mem. Tako da ja, kjerkoli odpravijo, ko to posluša, ko vem, da vsi spremljate, če hočete priti na podcast, jaz sem najbolj vesel na svetu, tako da vsi lepo vabljeni, naredim lahko 30 podcastov na teden, če pridete. Začni klicati. Ja, nimam nobenega, nimam telefona. Kaj, kar težiš, ne, pa je, ne. Ja. Unim, ki sem lahko, sem jim pisal, pa je to. Ja, ne moram čist nič pomagati. Ja, zdajle so letos, saj tako, kaj jih spremljamo, so vsi na pripravah. Vse to je skozi isto. Vse je skozi isto, samo zdaj se te priprave še, mislim, da se jih še bolj dejansko na vseh socialnih omrežjih. Pridem tudi jaz k vam domov, ne bo studijsko posnet, ampak pridem pa tudi jaz k vam domov, pa rade vole posnavam. Zdaj, ko imam malo manj upreme, je malo lažji. Kva, imamo mi da danes še kaj? Ne, mi dva imamo to za danes. Načupam, da najda tudi se mi dva bova tudi po novem letu še pripravila nove teme. Imava tudi kar... Ja, ne, še do novega leta imamo še 2 epizode. Zdajle mislim, da bomo vsi se malo začeli bolj počivati, pa pripravljati. Zdaj bojo pri sosedih začeli malo počivati. Jaz ne. Skratka... začeli so hoditi tudi teli niž bajki, končno spet tisti, ki ste jih že naročili. Hvala vsem za zaupanje. Mersat jutri sestavil enega novega, tako da boste videli, ena seksi barva nova je prišla ven, tak zelo clean. Tisti, ki vam je všeč clean design, počakajte zdaj na ta bajk. Pa če kdo hoče kaj stestirati, se pravi niž obroče, imam tudi ene Princeton obroče zdajle, tukaj, ki imajo sram račno gor, pa pol imam tudi še niž bajke, tako da tisti, ki vas zanima test, se ustavite. In ja, to je to. Naslednja epizoda, ki sva mislila že danes, sam je že skoraj 1 uro dolgo, pa ne bova. Bova šla pa še mogoče malo v vajah, v fitnessu. Mi imamo jih posnete vaje za kor že enih 20-30. Zdaj sem pa prišel še do enih stvari, ki mogoče je boljš delati kakšne malo drugačne vaje in ne te, ampak o tem pa najbrž kar naslednjič v videu. Če bi pa radi imeli še kakšno drugo temo, pa komentirajte spodaj, pa grejo čez. No, te vaje tudi jaz lahko povem, kakšne jaz delam vaje, bom jaz povedala, kaj jaz delam. Ker imam tudi take vaje za kolesarje. Evo, to je to. Nič, do naslednjič, hvala, da ste poslušali. Čau. Čau.